V živo iz Velenjskega studia en prijeten četrtkov dober večer voščimo. Ob zvokih slovenske zabavne, narodno-zabavne glasbe prihajamo v vaše domove in veselimo se, da ostajate z nami. Smo želeli v današnjo oddajo povabiti kar najrazličnejše muzikante oziroma bolje rečeno muzikante z najrazličnejših koncev Slovenije. Zdravje je tudi njim zagodlo, predvsem na gorenjskem koncu, tako da kvatroperci v nadaljevanju pozdravijo z videospotom. Sicer pa se danes umikamo nekako pod Ljubljano, daleč tja proti hrvaški meji gremo. Še preden pridemo do meje, se ustavimo pri ansamblu Ceglar, ki nam bodo družbo delali v današnji oddaji, tudi predstavili kakšno njihovo glasbeno novost. V sklopu 32-letnice glasbenega delovanja pa iz Fare pri Kolpi pozdravljamo glasbenike, ki lahko rečemo, da so že prava eminenca slovenske. Ja, kako bi temu rekel, zabavne, etno, pop, narodno, mogoče diši tudi po zabavni vmes glasbi pri farski muzikanti. Začnimo z eno ljudsko mlinarco, ki jo vsi dobro poznate. Zapojte z nami. Dober večer. Tam si videl ribiča, ona se je nasmejala, ker ga je rada videla. Ko je ribič šel na lov, klical mlinarci v pozdrav. Bodi moja, ljubi me. Po svet, dosti mogla je trpet, ko prišla je spet nazaj, al ponosna ni več zdaj. Šel je ribic spet na lov, klicala mu je v pozdrav. Pridi k meni, ali ribič rekel je, ne, 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 ah, ne morem, ne, 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 ah, pozabi me.
Odlični prifarski muzikanti, po domače prifarci so z nami v tokratni oddaji Najvižja in prijeten dober večer in voščimo, živjo. Pozdravljen. Dolga pot do Velenja. No ja, ne samo za nas iz Ljubljančane, ki sva dva, ni tako dolga, ampak ostala skupina, ki pa prihaja prav iz Fare, tiste pa še uro pa pol do Ljubljane, pa še malo do Velenja, 1 uro, pa smo tukaj. Fara pri Kolpi, a še zmeraj drži, da je tam toliko ljudi, kot je hiš? Ja, mogoče kakšen več, ker smo nekaj naredili v zadnjih letih na nataliteti, ampak ja, bo nekako tako držalo. 30 hiš in 30 ljudi. Koliko ste bili prifarci pri tem pridni? Ja, vsak nekajkrat. Ne bi zdaj šli v številke, ker vse še niso dokončno znane. Slišali smo Mlinarco, slišali smo eno ljudsko, sigurno jim ni daleč takšna pesem, že od skoraj da začetka ustvarjanja praktično. Ja, od začetka v glavnem smo pa ustvarjali ljudsko pesem iz Kolpske doline, potem ljudske pesmi iz cele Slovenije, potem pa nas je pot zanesla v zabavno glasbo, na rečne popevke, na različne festivale, kjer smo se odrezali v glavnem tako, da smo zmagovali. Čestitke, ja, za vse zmage, ampak v vsem tem času ohranili mesto ali pa nek nadimek etno skupine. Kaj se je preko časa tako do zdaj spremenilo? Ja, že od vsega začetka nas krasi večglasno petje, inštrumenti različni, tamburica, harmonika, violina. To, kar so nekoč že imeli oziroma igrali na te inštrumente naši očetje, naši predniki. Ne? Skladno s festivali etno nad Imko, potem je prišel verjetno zraven tudi upoštev kakšen pop? Seveda, mi smo se potem preizkusili malo v različnih vodah, glasbenih, ne, malo zaradi nas, še več pa zaradi oboževalk, ki so to želeli. In takšne imamo radi in takšni ostajajo z nami prifarski muzikanti. Mlinarco, najverjetneje slišimo tudi na enem krasnem koncertu. Radi pojemo slovenske narodne, obeta se 3. aprila v dvorani Golovec, ki bo cela Slovenija na glas pela slovenske ljudske. V tem trenutku pa skupaj z njimi na nedavno izveden festival Melodije morja in sonca, ni lanski, če je predlanski, ne vem, ali je celo predlanski, je kar predlanski, ja, tako kot je prav, je že Nona rekla in tako se sliši od prifarcev. Ko v vitru svojih let zajadra med spomine, med valove in čeri, na morju moj san. Ko zavrti se svet v smeri žametne tišine, vse tisto, kar boli, je kot kristal soli z prelepih potovanj. Že Nona mi je rekla, tako kot je prav, bolj mirno boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Že slišim jo, ko pravi, tako kot je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Še vedno pljusne val, razburkano je morje, jaz pa burjo spremenim, prijeten maestral. Naj le pride neurje, pesni naj vihar, zdaj sem izkušen mornar, že Nona mi
je rekla, tako kot je prav. Bolj mirno boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Še slišim jo, ko pravi, tako kot je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Že Nora mi je rekla, tako kot je prav. Bolj mirno bo živel, če križe bo sprejel in jih nositi znal. Že slišim jo, ko pravi, tako kot je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Odlični prifarci, z nami v tokratni oddaji Najvižja. Zasedba brez konkurence, še zmeraj na slovenskem glasbenem tržišču. Drži, a ne? Recimo. Ste kaj preuspešni, da bi mogoče kakšna mlada skupina se vam upala postaviti v bok? No, naj se postavijo, mislim, da konkurenca nikoli ni odveč, ampak mi gremo po svoji poti, kot so recimo Cankarjevi koncerti, že 12. zaporedoma, vedno nek nov program, tematski, in to nam je v veselje in komaj čakamo spet letošnje leto 2020, ko se bomo poklonili recimo naši Sloveniji 30 let za domovinskim koncertom. To so izzivi. Zelo lepo je to slišati, kar se izzivov tiče. V povezavi s Cankarjevim domom, hramom slovenske kulture, ne nazadnje, v povezavi z glasbeniki, ki sicer z 32 let prehojeno glasbeno potjo in številnimi uspehi iz festivalov, kljub vsemu ostajajo neprofesionalci, tako po profesiji, da bi zdaj rekel, vsak ima neko šolo, grad, stojina, ne vem, akademije glasbene. Daleč od tega, prijateljstvo, ljubezen do glasbe, tisto vodilo. Tako. Mislim, da torej, visoka izobrazba še ne pomeni to, da te imajo ljudje radi. Ne? Seveda je potrebno nekaj glasbene izobrazbe, ampak mislim, da srčnost, predvsem pa zagretost in pa vztrajnost, kajti veliko je ansamblov, posameznikov, ki zablestijo, ampak umetnost je vztrajati, kajti vedno v delovanju skupine pridajo težave, problemi, neke nove ideje, usmeritve in da to vzdržuješ, da to ohranjuješ skozi desetletja, to je umetnost. Dobro ste krmarili do zdaj, upam, da še naprej. Sicer, kar se tiče festivalov, so vam zdaj bližje mogoče kakšni Slovencem znani, slovenska popevka, Melodije morja in sonca, pravkar smo slišali skladbo, za katero so ljudje dosti podpore tudi izkazali. Ja, kar se tiče festivalov, mislim, da smo jih kar nekaj obiskali, na nekaj bili, recimo festival narečne popevke v Mariboru. Ta najbolj tako. Ja, ta nam je najbolj pri srcu, tam smo bili 5-krat, 4-krat zmagali, potem so ga pa ukinili. Le kdo je kriv, se človek sprašuje. No, to naj ogibajo o tem drugi. No, potem festival Melodij morja in sonca. No, do Portoroža nekako nismo uspeli, bom rekel, hitro prebiti glasbo do tega festivala. Loviti ribe, tam smo že šli. Ampak leto 2017, takrat pa so nas vzeli. Zakaj? Zato, ker takrat smo dobili eno tako močno besedilo, prej ste slišali to pesem v svoje roke, ki pripoveduje o tem, da ko smo še mladi, težko verjamemo starejši. Drži. In šele, ko odrastemo, ne? Ja. Primorci rečejo, naše none, ne, so imele zelo, zelo prav. A kaj si človek mora, ne?
Čeprav bi rad poslušal na nek način, ga družba in vse dogajanje okrog njega prisili razmislijo drugače. Tako je, ne? Pač take so življenjske poti, taka so spoznanja, ampak nekaj. Ni samo gospod Martin v zasedbi tisti, ki se rad pošali v tem trenutku, grem proti violinistu, sem mu za kulisijo izvedel, da pozna marsikatero dogodivščino v tem trenutku pred naslednjo skladbo, mogoče ena o violini. O violini? Obstaja kakšna anekdota morda? Violina nima anekdot, ker ta je vedno brezhibna. To je to. O tem sem govoril. Moja žena je kot violina in pri farci. Moja žena je kot violina, časih milo kakor struna svira, časih pa do njen glas, kot naš stari kontrabas. Moja žena je kot violina, časih nežna je kot tenka svila, časih pa zaropota, kot šinile iz pekla. Ajajajaj, kako se srečam jaz, da lahko objamem jo čez pas. Ajajajaj, kako se srečam jaz, da lahko sem z njo ves čas. Ajajajaj, kako se srečam jaz, da lahko ji gledam v obraz. Ajajajaj, kako sem srečen jaz, da lahko poslušam le njen glas. Moja žena je kot violina, rada k meni milo se privija, če pa zjutraj vrnem se, zareglja kot cimbale. Moja žena je kot violina, ena sama večna poezija, če pa le ob njej zaspim, kakor boben zadoni. Ajajajaj, kako sem srečen jaz, da lahko objamem jo čez pas. Ajajajaj, kako sem srečen jaz, da lahko sem z njo ves čas. Ajajajaj, kako sem srečen jaz, da lahko ji gledam v obraz. Ajajajaj, kako sem srečen jaz, da lahko poslušam le njen glas. Ajajajaj, da lahko poslušam le njen glas. Moja žena je kot violina, pa v tem trenutku ne grem nazaj do Jerneja. Vemo, da godala so inštrumenti, ki izgledajo kot oblika ženske postave, čeprav violina je najmlajša. A je res, kar se žena tiče, strup v majhnih flaškah, če zdaj žene primerjamo z violinami? Ja, tako pravijo in tako zgleda, da je res, ja. Zgleda? Ali je? Je. Moram pa poti govoriti, da ne bo gledala. Sicer pa ja, v skladbi smo dosti slišali o violini, tudi kontrabas je vmes prišel. Kot originalno tamboraška skupina, pa zdaj moram iti malo do tamburic. Če to sploh so, beremo o berdah, beremo o bisernicah, kaj je zdaj to? Ja, seveda, to so tambore, se pravi, tole je brač, tole je pa bisernica. Oboje so tamburice. Se pravi, to je zdaj neka družina, tako kot godala, violina, viola. Tako je. Zanimivo. Kot ste rekli, tudi berdo je tamburica. Vse to spada v to družino. Najverjetneje, gospod Martin, fara ob kolpi, Ni mesto. znana kaj je po violinah, glede na to, da ste zasedbo zgradili na tem inštrumentu? No,
nismo na Violini zgradili zasedbe. Na tamburici. Na tamburici pa ja. Naši očetje, moj oče od Valentina in tako naprej, so igrali tamburice, Bisernic, Čobrač, Bogarijo, Berdo. Tam med obema vojnama, okoli leta 25 pa še pol mal, in so bili kar znani, prepoznavni v tistih krajih. Potem so pa počasi tudi oni dodajali, oziroma se je pojavila harmonika, navadna harmonika, violina pa tudi, ampak bolj manjkrat. Pojavlja se v sodelovanju z vami veliko predstavnic nežnejšega spola, tako na vaših koncertih, kot mogoče v smislu kakšnega glasbenega sodelovanja. Kdo ne bi gledal mlada dekleta na odru z nami? Drži? Pa če še dobro pojejo, pa če še dobro zgledajo. In to je vse res? Vse je res. Vejca Rožmarina v nadaljevanju pesem, ki je sicer... Ja, to smo pa posneli z Laro Jankovič na Kortah in nek popoldne je bilo, pa smo rekli, Lari bi prišla posneti eno pesem z nami skupaj, malo romantična je, tako naprej. No in pa so nastale kar zanimive fotografije in bilo je kar živahno. Zakaj je Lara Jankovič? Večkrat je vodila koncert na naših nastopih, tudi pela je z nami, saj je dobra pevka in vedno je bila za štose. Tudi ko je bilo treba narediti sredi Cankarjevega doma špago, se je tega lotila in to naredila in z zabavnimi, živahnimi, srčnimi damami je vedno lepo sodelovati. Tako je bilo tudi to za Vejco Rožmarina. In Vejca Rožmarina v današnjem in siceršnjem primeru ne diši samo na Primorskem, ampak tudi ob Fari pri Kolpi. Na plesišču bosa sva plesala, na peščini prvi si poljub mi dala. Ko ga lebi zjutraj so zapeli, po kamniti stezi si odšla. Pod borovci ob ogradi si obstala, drobno vejco mi rožmarina dala. Vsi valovi so z menoj vzdrhteli, potlej sam ostal sem svet morja. Drobna vejca rožmarina, noč in dan le na te me spominja. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Drobna vejca rožmarina, noč in dan le na te me spominja. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Naše kraje spet prišla bo zima, moji duši pa še poje mandolina. Pesem mila v duši se razliva, tvojega objema si želim. Vsako noč pri meni zadiši po morju, po dišečem rožmarinu, vročem soncu. Ribiči se vračajo pristane, tvojega pa pisma nič več ni. Drobna vejca rožmarina, noč in dan le na te me spominja. Vem, da ovenil bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Drobna vejca rožmarina, noč in dan le na te me spominja.
Je že Shakespeare dejal, da je rožmarin dober za spomin, tako da ne glede na to, da bo obvenel spomin, očitno res bo ostal. V nadaljevanju ansambel Ceglar, še predtem tisti, ki bi nam danes morali v živo delati družbo, pa jih je žal bolezen spravila pred male zaslone in oddajo najvižja, tako da lepo pozdravljamo Kvatroperce. O ljubezni pesem sliši se kot star refren in še eno tako zgodbo naj ti jaz povem, ker o tebi še nobena ni napisana, ti prijazna moja lepa rožica. Viš, le zate tole melodijo bom zapel, božal tvoja lička in za roko te prijel. Kot da ti ljubezen bijem iz oči, v sebi čutim žal pomladnih dni. Deklica, tako te rad imam, da življenje te ne rani, zate sem na svet poslan. Deklica, jaz lepše ne poznam, moj dehtiči cvet, moj kraj najlepših sanj. Zaljubljen sem v tvoje kuštrave lase, ko zadišiš mi kot med češnjami pomladni dan, vznesen do solz na lice ti položim dlan. Deklica, tako te rad imam, da življenje te ne rani, zate sem na svet poslan. Deklica, jaz lepše ne poznam, moj dehtiči cvet, moj kraj najlepših sanj. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepših sanj. To je oddaja Najvižja. Dober večer. Z nami ostajate v nadaljevanju skupaj z ansamblom Ceglar. In kdo je ta? Kdo je ta, ki razteguje svojo nam frajtonarco? Se z dekleti spogleduje, zdraven peti zna glasno. Kdo je tak v svojo čašo, rdeči cviček toči si in nazdravlja z družbo našo, nasmejano se drži. Kdo je tak izbija šale, kar na svoj račun ves čas, da se guba neprestano nam odsmeha vsem obraz. Kdo je tak izraza vriska, da zatresejo se tla, dobre družbe se ne brani, dolgo časja ne pozna.
Najboljši med Slovenci nam družbo gor drži. Smo taki le dolinci, nikjer nam para ni. Najboljši med Slovenci se z vami veseli. Deželici dolinski, to znamo skoraj vsi. Je tak izbija šale, kar na svoj račun vš čas. Da se guba neprestano, nam od smeha vsem obraz. Kdo je tak izlazal riskat, da zatresejo se tla. Dobre družbe se ne brani, dolgo časja ne pozna. Najboljši med Slovenci nam družbo gor drži. Smo taki le dolinci, nikjer nam para ni. Najboljši med Slovenci se z vami veseli. Deželici dolinski, to znamo skoraj vsi. Najboljši med Slovenci se z vami veseli. Deželici dolinski, to znamo skoraj vsi. Tako kot so osrednji glasbeni gosti oddaje Najvišja pri Farski muzikanti pri Farci, se mi zdi, da po vseh teh letih uspešnega delovanja lahko ansamblu Ceglar rečemo po domače že kar Ceglarji. Prijeten dober večer. Dober večer tebi in vsem gledalcem. Tole lahko držali? Seveda, absolutno. Ne, ampak sicer tudi Ceglarji, ansambl Ceglar. Ja, v bistvu je tako, ne. To je bila ena okrajšava, mi smo veliko igrali po Gorenjski. To je bila dejansko resnica, ni hec. In že v bistvu pred cirka 15 leti, no nekako je bila debata ansambl Simona Ceglarja, ansambl Ceglar, Simon nad nekaj, pač, in nihče ni vedel. Takrat je bilo kar nekaj ansamblov na to temo, ansambl Simona nekoga pač, ne. In smo se malo hitali, smo rekli, evo, poglej, špilamo po Gorenjskem, tam so pač škrti, kolikor da, ne. V redu. In dajmo tudi mi malo skrajšati, bo potem manjši logotip, pa manj vse, ne. Dajmo dati samo ansambl Ceglar, pa bojo si vedeli, kdo je kdo, ne. Tako da zdaj v bistvu, ja, ansambl Ceglar, med nami pa tak, ja, itak, Ceglarji tudi. Ja. Zdaj, če bi prihajali konkretno iz Štajerske, mogoče celo iz kakšne Savinjske doline, bi vas vprašal, koliko ima Ceglar veze s kakšnimi cigli? Pravzaprav je to tako, ne. Mi smo to zadevo skoristili v svojo prid. To je namreč moj primek, ne, Ceglar. Zadeva je pa sledeča. Pravzaprav Ceglar nima nobene veze z opeko, s ceglom, s ciglom, kakorkoli že. Ampak vsi so to nekako v bistvu tistega leta, ko smo se prvič pojavili v javnosti, predvsem na Vurberku, povezali s tem, da dejansko, ja, Ceglar, to je pa tisti človek, ko dela opeko, ne. Čeprav tisti človek ni res, ampak je opekar, ne. Aha. No, takrat se mi je porodila ideja, zakaj ne bi izkoristil svojo prid in zadevo dejansko, naš logotip sestavljajo cegli. In kjerkoli so cegli, tam smo mi. Tudi v tistih gostinah, kjer so cegli, tam smo mi. Kar obširna raziskava. Ja, ni heca. Ja, pa sej ponavadi na intervjujih, tako, predvsem dobro bilo v začetku. Zakaj pa ansambl Ceglar, čeprav v vašem primeru bi bilo to preprosto, moj primer je to. Tako. Simon, v teh letih se je marsikaj spremenilo, a si mislil, da bo toliko uspeha še zmeraj na kupu po skoraj 20 letih ustvarjanja? Moram reči takole, no, jaz sem od samega začetka, ko smo takrat začeli 2002 nekako neko zasedbo, pravzaprav korenine segajo še dal, ampak neko ansambl Ceglar, kot Ceglar smo pa začeli 2002 leta, ne. Takrat, kot otroci, smo si želeli nastopati, videti se te stvari, kako potekajo, pravzaprav najprej bil cilj en skupni komad, kakšna televizijska oddaja, no kasneje moram reči, da se je to kar dobro odvijalo v pravo smer, ker bili smo na precej festivalih, tudi kar neki lovorik se je nabral, lahko rečem, ampak... Verjetno, ko prve cilje nekako dosežeš,
Želiš še so več, vedno ne? večji, saj to je Ja. jasno. Saj mislim, da je to tako, ne? Že kot majhen otrok, zdaj imam dva mulčka doma, pa je jasno, ne? Ko nekaj dobi, potem je prec naprej. A ne? Trenutno smo pri traktorčkih in zdaj naprej je kamionček. A ne? In jaz sem bil isti. In eno je še zmeraj isto in takšno tudi ostaja. Veste, kaj je tudi pri vas doma, je najverjetneje tako. Mamino srce. Lepa je neba modrina, vsa neskončna nad menoj, a nikdar me ne prevzame, ko se znajdem pred teboj. In kako so mehke trave, ki se v vitru zibljejo, nežnosti dlani pa tvojih, one ne premorejo. Nič na svetu ne velja, več kot moja mama in nobena stran neba. Nima njenega srca, vem, da vrnil ti ne bom, kar si ti mi dala, a za vse bom zdaj rekel ti vsaj hvala. Sončno jutro žvrgoli, vendar ona me nikoli, kakor ti ne pomiri. Svet ni mnoge, da lepote in uči me sto stvari. Ti pa vse takrat si dala, ko postala mama si. Nič na svetu ne velja, več kot moja mama in nobena stran neba. Nima njenega srca, vem, da vrnil ti ne bom, kar si ti mi dala, a za vse bom zdaj rekel ti vsaj hvala. Za vse bom zdaj rekel ti vsaj hvala, a za vse bom zdaj rekel ti vsaj hvala. Ansambel Ceglar še zmeraj z nami v tokratni oddaji Najvižja. V tem trenutku se veselimo zaradi tega, ker niso prišli sami, ampak so nam prišli predstaviti tudi novega glasbenega otroka. Tako je res, ja. To je v bistvu ena nova polkica. Moram reči, da Ceglarji smo kar nekaj časa so rekli, spite, nikjer vas ni, pa ni ravno res tako. Kaj se je dogajalo mes? Kaj se je dogajalo? To se vidi, kadrovska sprememba, ne? Ja. Ampak ne sem to pravzaprav. Mi smo bili ves čas na odru. Je pa res, da tukaj so se pač, kar se nas tiče, dogajali življenjski dogodki. Recimo, ko smo to začeli, smo bili še mulci, zdaj pa smo pravzaprav vsi poročeni, oziroma 3 smo poročeni, en pa samo oddan, vsi smo očetje in to je fajn razlika, ne? Tako da tukaj je tisto, kar sem medijsko nekako nismo izpostavljali, nismo naredili pravzaprav nič kaj posebnega, posvetili smo se svoji družini, a ves čas pa smo igrali, zabavali ljudi po seveda zabavah. Tak sem, za kakšno polko gre? Ker sem ravno na novo, ja, poskočno. Je pa res, da pri tej polki jaz pač nisem bil zraven, tako da je pa luštna polka. No, ampak zdaj si zraven, zdaj me zanima, kakšen pa si? Jaz? Ja, čisto osebno.
Zabaven, v redu. V redu? Vse Nobel. kul? Vse kul. To bo že ena. Dobro, bolj na polke, bolj na vajčke? Pa meni sicer je vseeno važno, da se pleše. Važen, da se pleše, novi član dodaja. Tak sem, lahko rečemo tudi taki so, ansambel Ceglar, da slišimo? Spomladi sem zaljubljen in po zimi se mi spi, še spijem ga kozarček, jezik se razviže mi. Se mi znedil in delam rad, če dober je denar, in še v posteljo z vsako bi, ki je za stvar. Jeseni sem utrujen in poleti nasmejan, cikcak včasih hodim, ko se zunaj dela dan. Za dolgimi nogami naskrivaj se rad ozrem, užival bom in dobro jedel, dokler ne umrem. Jaz tak sem kakor drugi vsi, ki so kot moški na ta svet prišli. Sem tak in spet enak bi bil, če bi lahko še enkrat se rodil. Jaz tak sem kakor drugi vsi, ki so kot moški na ta svet prišli. Sem tak in nič mi ni hudo, saj takih že veliko je bilo. Jeseni sem utrujen in poleti nasmejan, cikcak včasih hodim, ko se zunaj dela dan. Za dolgimi nogami naskrivaj se rad ozrem, užival bom in dobro jedel, dokler ne umrem. Jaz tak sem kakor drugi vsi, ki so kot moški na ta svet prišli. Sem tak in spet enak bi bil, če bi lahko še enkrat se rodil. Jaz tak sem kakor drugi vsi, ki so kot moški na ta svet prišli. Sem tak in nič mi ni hudo, saj takih že veliko je bilo. Jaz tak sem kakor drugi vsi, ki so kot moški na ta svet prišli. Sem tak in nič mi ni hudo, saj takih že veliko je bilo. Tak sem, frišna polka ansambla Ceglar. Ja, malo sem že dreznil v tole kadrovsko spremembo, v nadaljevanju še bolj. V tem trenutku je čas, da gremo malo na tekoče slovensko zabavno pesmijo. Prejšnji teden, oziroma ta teden celo, je išla ena frišna skladba, ki diši po popu. Rebeka Dremelj, Zdravo, sreča. Zdravo, sreča. Okno gledam svet, vsak nov dan je zase lep, vsak oblak je bil nekoč nebo. Tu ob meni so ljudje, eni glasni, drugi ne, a vsi prsti ene smo dlani. Dobrodošlo življenje, izvoli naprej, ostaniva na ti, meni se živeti mudi. Zdravo, sreča, vsak objem te poveča. Dober dan je za sanje. Zdravo, sreča, vsak nasmeh te poveča. Sreča je, ko sebe poznaš, ko sebe rad imaš. Vsak po svoje pa živi, vsak življenje pelje kam drugam. Ljubi, ceni, deli to, ko kdaj padeš, naj ne bo zaman, jutro že ima nov plan. Dobrodošla ljubezen, izvoli naprej.
so največja sreča moji psi. Zame je največja sreča, ko skejtam. Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina. Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres. Zame je največja sreča, da imamo ob sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo. Zame je največja sreča, ko dobim jajeta. Zame pa so največja sreča moji vnuki. Ti pa zelo smešen tebe. Zdravo, sreča, vsako objem te poveča. Dober dan je za sanje. Zdravo, sreča, vsak nasmeh te poveča. Sreča je, ko sebe poznaš, ko sebe rad imaš. Zdravo, sreča, vsako objem te poveča. Dober dan je za sanje. Zdravo, sreča, vsak nasmeh te poveča. Sreča je, ko sebe poznaš, ko sebe rad imaš. Srečni z vami nadaljujemo oddajo Najvižja, z nami še zmeraj ansambel Ceglar, ki pravijo, pa naj tvoj bo. Dekle, povej mi, ti rože kupi kdaj? Te skrije v travi, ko pride sončni maj. Te kdaj objame in vroč poljub ti da. Kdaj zreta v zvezde, tako kot s vami dva. Te pilje plesat, ko topla je pomlad. Ti kar pred vsemi povedaj, imate rad. Kdaj vzame knjigo in bere ti na glas. Te nasmejati zna, kot sem znal te jaz. Pa naj tvoj bo, če je pravi in če si zbrala ga. Naj kar on zdaj spi pri tebi in te ljubi iz srca. Pa naj tvoj bo, če si rekla, da zame več ti ni. Tvoje je srce zdaj srečno, moje pa močno boli. Briše, počeše ti lase in kakšno sladko ti na uho pove. Te v gost odpelje, ko listje zadiši. Te zna ljubiti, kot si zaslužiš ti. Pa naj tvoj bo, če je pravi in če si zbrala ga. Naj kar on zdaj spi pri tebi in te ljubi iz srca. Pa naj tvoj bo, če si rekla, da zame več ti ni. Tvoje je srce zdaj srečno, moje pa močno boli. Če si rekla, da zame več ti ni. Tvoje je srce zdaj srečno, moje pa močno boli. Tvoje je srce zdaj srečno, moje pa močno boli.
Ansambel Ceglar z nami. Sem rekel, da sem prej dreznil novo pridobitev. Pevca, ki smo ga že na nek način spoznali, mimo grede vprosti, kako ti je sploh ime? Uroš. Uroš, pozdravljen. In Uroš ima zdaj nalogo, da predstavi še ostala dva, ki jo še danes nismo pustili do besede. Da vidim, kako se že kaj poznate. Gremo najprej k moji desni strani. V redu. To je naš Muc, kot ga kličemo, dejansko Muc, kitarist, in to je vse, kar lahko vedeti o njemu. Muc. Muc. Predstavljajte si sami pač. In pa na levi strani moj brat. Aha. Matic. Veze in poznanstva. Res, lahko pa njega, ki vprašate več? O tebi. Bom, ki več povedal. O tebi. Ne bo zdaj rekel, da si ti Muca. Ne, jaz nisem Muca. Ne, tvoj brat. Ne, naš kitarist Samo. Ja. Pridobitev pred enim letom, ne? Uroš je čisto novo pečen, ker smo pač rabili še en dodaten glas, da lahko 4-glasno nastopamo. Odlično. Se pravi, Uroš Zorec, moj brat, Simona Ceglar, itak si poznate. Seveda, pa moja malenkost Matic Zorec na basu. Smo veseli, da ostajate vpeti v narodno zabavno glasbo. Kaj se zdaj dogaja? Festivali, Vurberg, Gordol, levo, desno, Ptuj, Slovenska polka in valček, vse to prihaja. Kje vas bomo videli? Vse to prihaja, mi pa smo letos nekako v nekem takem zatonu, kar se da tudi slišati, je nekaj težav z mojim glasilkam. Res? Ja, tako da v bistvu majčken špilamo normalno vse. Kar se pa tiče samih festivalskih nastopov, pa bomo rekel, da smo letos še odrinili. Smo pa rekli, mogoče tja do Števerjana. Aha, takrat je spet čas za dobro žurko. Ja, pa takrat je že poletje, takrat ni problema tako več za glasilke, kot zdaj le te turobni. Ampak ja, no pa predvsem so nam te števerjanske 3-dnevne zasedbe všeč. Moram reči, do zdaj smo se vedno nekako vrstili ta finalni večer in smo potem gor ostali, pa žiga tak sam veš, kak je gor lušno, ne? Zelo lepo. Ja, gor je lepo, gor je fajn vzdušje, pristno vzdušje, lušno. Tudi moram reči, je vseeno, kdo je kdo, nisem še zasledil, da bi se nekdo izpostavil, jaz pa ne bom v vaši družbi. Pravzaprav res lepi spomini me vežejo. Mislim, da tudi Samo bi lahko na to kaj povedal, ker je bil svojo zasedbo takrat tudi gor. In ja, mislim, da tam do Števerjana upajmo, da že vse štima in da smo nazaj. No, držimo pesti. Čeprav, kar se tiče festivala Števerjan, organizatorjev malo razočarani, zaradi tega, ker beležijo malo upad prijav, tako da narodno-zabavni ansambli. Kaj ne rečem, imate dobre možnosti za finalni večer v tem času. Tako da prijavite se, naj živi narodno-zabavna glasba, naj bo zmeraj boljša in naj bodo prihajajoči rodovi ponosni na to, kar puščate za sabo. Ansambel Ceglar, mreža dveh ljubezni. Ujel sem se v mrežo, pa sam ne vem kako. V mrežo dveh ljubezni vedno bo tako. Prvi sem obljubil se, kako naj druga to izve, le za eno bije mi srce. Prvi sem obljubil se, kako naj druga to izve, le za eno bije mi srce. Ljubice, izbiranja ne bo, to pot. Muzika za me je zlato, povsod. Deklice, vem pa, da nekoč zares bo v očeh zagorel ljubezni kres. Deklice, vem pa, da nekoč zares bo v očeh zagorel ljubezni kres. Vedno, ko ujet sem, najdem svoj izhod. Iščem ga v mreži dveh usod. Ljubici srce sem dal, glasbi rad bi zvest ostal. Sam ne vem, kako bom to speljal. Ljubici
Ljubici srci sem dal, glasbi rad bi zvest ostal, sam ne vem, kako bom to speljal. Ljubice, izbiranja ne bo, to pot, muzika zame je zlato, povsod. Deklice, vem pa, da nekoč zares bo v očeh zagorel ljubezni kres. Deklice, vem pa, da nekoč zares bo v očeh zagorel ljubezni kres. Osveženi zasedbi ansamblu Ceglar, vse najboljše za naprej, najlepša hvala za današnji obisk v studiu. Hvala vam, ki ostajate z nami s prifarskimi muzikanti do konca oddaje Najviža. V tem trenutku pesem oziroma videospot, ki ga imamo na dolgo izpred tedna dni, ansambel Plus je bil takrat z nami. Za njih so navijale babice in tale videospot smo jim dolžni. Moje upanje. Pogledam skozi okno, močno se temni, a v srcu je mojem nešteto reči. Zakaj se sprašujem, zakaj je tako? Vem, kriv sem si sam, res zelo je težko. Bila si življenje in sreča mi ti, kovala načrte do konca sva dni. Včasih v življenju tako se zgodi, da človek prepozno se spremeni. Kje si zdaj ti, moje dekle, pogrešam čase najine. Jaz razumem, da boli, hočem spremeniti se. Saj za tebi zdaj jaz premikal gori, a ostalo je le upanje. Še vedno te ljubim, povsem hrepeni, kar sva doživela, ostal bo spomin. Potiho pa upam, da bi kot takrat se najina pot združila še enkrat. Kje si zdaj ti, moje dekle, pogrešam čase najine. Jaz razumem, da boli, hočem spremeniti se. Saj za tebi zdaj jaz premikal gori, a ostalo je le upanje. Z nami pa ostajajo prifarski muzikanti in upam, da ne čist dejansko tudi tale Matilda.
radi dobro spijemo, kaj dobrega pojimo in do jutra ranega spati mi ne gremo. Čeprav ljudi nam pravijo, od dobrega se umrje, Matilda se oglasla bo, vaš črn plašč ogrne. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj si koso nabrusila, mi moramo še to pojest. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj se v črno ogrnila, mi moramo še to popiti. Človek ne more dober biti, če pr sebe špara. Življenje naše kratko je, nihče umrit ne mara. A če že enkrat bomo mi v zemljo zakopani, s prijatelji bilo lepo je živeti ob pijači hrani. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj si koso nabrusila, mi moramo še to pojest. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj se v črno ogrnila, mi moramo še to popiti. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj si koso nabrusila, mi moramo še to pojest. Mama Matilda, zastoj na nas boš ti čakala, zastoj se v črno ogrnila, mi moramo še to popiti. Mi imamo cel žur tukaj v studiu. Lepo je biti z vami in upam, da prenašamo to energijo res k vam domov. Še ena izmed prednosti pri farskih muzikantov, to sem zdaj vmes razmišljal, je ta, da posnete pesmi dejansko v živo zvenijo skoraj da isto. Ja, tako smo navajeni, ker smo skozi na odru, tako da za nas je vse, smo na televiziji ali na koncertnem odru, mi uživamo in igramo tako, kot da smo v studiu. Konec koncev številčna ekipa, tudi kar se inštrumentalistov tiče, naredi svoje. Vsak lahko prime kakšen inštrument, ki odigra. Zanimivo, ena redkih zasedb, ki kombinira klavirsko harmoniko in diatonično. Ja. Ponosni na to verjetno, ne? Ja, ponosni, ker kot pri farskih muzikanti so imeli najprej zasedbo taka podobna kot je zdaj in pa frajtonarco. No, jaz pa kot sosed, sem se pa pridružil malo pozneje, sem mogel toliko let delati, da so me sprejeli. Dober sosed. Vstopna viza je bila težka. Dober sosed. Ja, dober sosed in potem sem jih vprašal, ali bi lahko prišel k vam in so rekli, pridi. Celo tako je bilo? Ja. In celo toliko dobre se je gospod Tone odrezal, da je sabo lahko pripeljal še sina, če se ne motim. Ja. Ne? Uroša. Seveda, tako kot Mitja pravi večkrat na naših nastopih, jabolko ne telebne daleč od drevesa. Ja, ja. Pa seveda, pri farci smo in bomo večni. In enostavno moraš potem pripeljati mlajše, ali so to
sinovi, mogoče bo kdaj tudi hčerke, ne vemo. Že skrbite za zavamce? Točno tako. Kakor se tole malo tako na meji sliši. Pobelelo pole, no še ena taka, ki se sliši zelo dobro, čeprav je zelo stara. Pobelelo pole z ovcama, pobelelo pole z ovcama, z ovcama. Nej male ovce, čobana, nej male ovce, čobana, čobana. Več maleno dete Jakove, več maleno dete Jakove, Jakove. Čobanče je leglo, zaspalo, čobanče je leglo, zaspalo, zaspalo. Opa! Vile so mu srce vadile, vile so mu srce vadile, vadile. Ljubica je milo plakala, ljubica je milo plakala, plakala. Dobra volja, dobri odnosi, to jih druži, dobra glasba, ja, vsa zgodovina, ki je za njimi. In vas povabi ob koncu leta 2020 že na nek način v Cankarjev dom, v hram slovenske kulture, kjer bodo zopet pripravili krasen koncert in verjamem, da bo dvorana polna. V zvezi s koncertom, kako se ga veseli Uroš? Zdaj tako. Koncerte se načeloma izredno veselim vsazga, ampak s temi fanti je včasih tako zelo težko. Ne morem jih kar malo na špagi držati, ker znajo kar zbezlat, ne? Ampak jih jaz pa Dejan, jaz sem bil do zdaj najmlajši. Ampak Dejan se mi je zdaj pridružil kot mlajši od mene in jih imava kar tako na oštro. Lepo, fajn. Ste slišali zdaj, gospod Martin, kako bodo priparci nekoč zveneli? Oštro, ha? Ja, zelo je neizprosten. Ja? Pa sej mora imeti skupina tudi enega... Ker šef se ni izkazal, pa ta mladi to prevzamejo, ne? Kar se tiče Cankarjevega doma, daleč od tega ni samo ta koncert, mogoče ga najbolj tako v spredju poznamo, koncertirate po širni Sloveniji celo leto. Celo leto, ja. Celo leto, ravno kar smo končali trojček koncertov po Sloveniji. Na jutrišnji petkov večer ste v Tolminu, se lahko gledalke in gledalci pridružite. Potem spet v Begunjah in tako naprej, potem... Ampak drugi del leta, nekje od septembra naprej, je pa posvečen temu domovinskemu koncertu in oktober, november in december
Zdaj že lahko povem za skupino Karmen Manet, za skupino Ildivji, z nekaterimi solisti še. Bo pa posvečena res naši Sloveniji, 30 let imamo svojo državo in ta koncert bo spet nekaj posebnega z novo tematiko in nov izziv. Lepo. Bi še kaj dodali? Ja. To zelo redko dam možnost. Naši koncerti so razprodani, recimo v Tolminu sta še 2 karti na voljo, v Begunjah pa mislim, da samo 1. Okus naših oboževalk se je zadnja leta zelo dvignil, na to smo zelo ponosni in veseli in to bo tudi trajalo. Naj traja. Prifarci so bili z nami v tokratni oddaji Najvižja tudi med ostalimi in vi ste bili z nami in vidimo se zopet čez teden dni. Do takrat se imejte lepo, poslušajte dobro glasbo, zavrte tudi Prifarce in verjamem, da bo tale dobro pomagala mirno zaspati. Jesen prihaja, za danes pa le še lep večer in lahko noč. Prve nemirne ptice nam prinašajo jesen, kaplje dežja na šipe trkajo nam dan za dnem. Sama v sobi sediva, nemo gledava v nebo, sivo daljavo strmiva, noč pokrila bo zemljo. Zadnje rumeno listje tiho padlo je z dreves, mrzel pišče z planine, z burjo je hočel na ples. Ogenj v kaminu prebuja male svetle iskrice, lepe spomine obuja, z njimi toplo upanje. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, vsako rožo je lep spominu ji. Jesen prihaja, na srečo pa nama ostaja, duši shranjena in ljubezni cvet. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, se manj razdaja, z barvami se pobregi. Jesen prihaja, naj pa strah obdaja, kdaj po dolih bo zapadel prvi sneg. Kmalu bo odletela zadnja drobna lastovka, siva megla objela bo z nočjo naš mali dom. Spet želel te bom objeti, te pobožati lahno, dobro veš, da mi živeti je vse dni s teboj lepo. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, vsako rožo je lep spominu ji. Jesen prihaja, na srečo pa nama ostaja, duši shranjena in ljubezni cvet. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, se manj razdaja, z barvami se pobregi. Jesen prihaja, naj pa strah obdaja, kdaj po dolih bo zapadel prvi sneg. Thank you.